Prav lepo pozdravljeni v oddaji Sledi korakov. Včasih sem snemal športne oddaje s Kogo šport, tudi ta oddaja bo povezana s športom, kajti moja gostja je mlada športnica Danaja Lauf. Danaja, živjo. Živjo. Midva se tigava, tako da postane to tudi v oddaji. Preden malce več spregovoriva o tvoji športni poti, greva malce na tvoje sorodnike. Vsi so tako ali drugače povezani s športom. Pa če greva najprej tvoja mami v njeni pisarni, računovodskem servisu, kako? RSA, snemava to oddajo. Kako je bila ona povezana s športom? V bistvu ona se kaj preveč res ni ukvarjala s športom, je, kakor vem, ljubiteljsko igrala odbojko, pa mogoče kaj več pa ne. Vem, da ati je plaval, kakor isto njegova sestra, je bila vrhunska plavalka, tudi zdaj je trenutno trenerka, glavna trenerka plavanja v Grčiji, v Atenah, ima svoj klub. Je bila tudi na olimpijad, okoli 90-ga v Barcelon. Še v Jugoslaviji je držala rekorde v hrbtnem plavanju, pa ona je bila res odlična hrbtna plavalka. Po mamini strani imam sestrično, je bila isto zelo dobra košarkašica. Je bila takrat z Niko Barič, so skupaj tudi igrali, tako da... Pa je še bila dobra, ne? Ja. No, zdaj, če se malce vrneva še k mami, rekla si, da je igrala odbojko, kako pa je potem padla v rokomet, ne? Bila je kar aktivna v zadnjih letih v rokometu, na funkcijah, ne? Ja, ona je bila računovodkinja rokometnega kluba v Zagorju, kjer sem tudi jaz igrala skoraj 10 let. To je to, ljubezen do športa, ne? Ja. Zdaj, omenila si očetovo sestro, govoriva o Dari Lauf. Ja. Zdaj že kar dolgo let živi v tujini, ne? Ja, ona se je že skoraj 17, torej 16 letom odselila najprej v Beograd sama, kjer je plavala za Partizana. Pa pol tam je tudi svojo športno pot zaključila in šla v Atene, kjer je bila najprej pomočnica trenerja, pol je pa kasneje ratala tudi glavna trenerka. In pogosto pride v Slovenijo? Ne, enkrat na let, za približno en teden, 5 dni do en teden. Pa se ti kaj spomniš, tako, nekaj si že omenila, ne, njene športne kariere, zdaj jaz se spomnim, da je bila zelo dobra v hrbtnem slogu, takrat menda je težk slog, ne? Ja. Zdaj, meni se zdi, da je lažje naprej plavati, ne? Kot, ja, meni osebno je hrbtno najtežje plavati. Aha. In kakšne uspehe je ona tako dosegala? Zdaj, olimpijske igre, večkrat je bila državna prvakinja, je pa otrok Rudarja iz Trbovlja. Ja. Ja, začela je že 7 letom plavati za Rudarja, pa kakor sem povedala, pol je naprej nadaljevala v klubu Partizan. Ima pa res na velikih tekmah je dosegala, tudi vem, ko pridemo k babi, vse ima pospravljen, cela dnevna je polna pokalov, polne škatle medalj, je imela zelo velik. Pa verjetno polna škatla člankov, ne? Ja, imamo kar knjigo, jo je babi sama sestavila. Je pa plavanje eden najtežjih športov, ne, za trenirati, ne? Ja. Zjutraj, popoldne, pa še zvečer, ne? Ja. Največkrat, ne? Non-stop v vodi. Mimogrede, veš, greš zdaj še rada v vodo? Ali bolj v bazenu hodi, pa druge spremlja? Je pred kratkem tudi tekmovala in je tudi v svoji tej kategoriji starostni zmagala na 50 metrov hrbtno, pa misli, da je tekmovala še za 100 kravl, zdaj pred kratkem. Je še aktivna, sicer ne toliko, ampak še rada kdaj kaj plava. Tvoj ati je pa videl, da je to kar težk šport, ne? Je se pohvalil s kakšnim uspehom v plavanju? Ne bi vedela točno, ampak vem, da je sam treniral, ko je bil res mlajši, tako da mlajše selekcije še nimajo. Zdaj, kako si šla pa ti? Zdaj, mami je rekla, ne, da si bila najprej baletka, ne? Ja. Zakaj pa to? Ne vem, ko sem bila 5 let stara, sem jo upisala v balet, kjer pa sem, ne vem, Ni šlo? Kasneje sem nehala. Pravi, da je najtežjih športov, pa je umetnosti ples, ne? Da je to zelo težko. Ja, sem malo brez ritma, pa smo hitro ugotovili, da to ne bo šlo. Sicer sem potem še plesala pri tej plesni šoli Urška. Ja. Ja, pa zumbo sem vmes plesala, sicer par mesecev, ampak smo hitro ugotovili, da ne gre. Potem si šla na rokomet? Ja,
pa mi v bistvu mami najprej ni pustila. Zakaj? En let da sem bila lih 4. razred osnovne šole, sem rekla, da bi ful rada šla rokomet igrati, pa je rekla, da ne smeš, to si že prepozna, si zamudila. No, kasneje, pol tist let da nisem več trenirala. Mislim, so me pa res spodbujali doma, da bi nek šport trenirala ali pa neki, da sem aktivna, da ne bi konc koncev slabo družbo. Enkrat bi prišla v srednjo šolo, zapadla. No, pa je pa v 5. razredu pa vem, da smo dobili, v osnovni šoli smo imeli predstavitev za ženski nogomet, da bi ga ustvarili, pa za rokomet, če bi se vpisali. In prevago je rokomet? Hotela sem nogomet, pa je pa mami rekla, da me ne bojo v Trbovlje vozili 3-krat na teden. Sem pa rekla, je prav, pogrem pa rokomet, ne. Je pa popustila po enem leti, sem šla pa v rokomet. Zdaj, mami, ne, kaj pa ati, nima nič besede? Mislim, je dal ji prav, da... Ja. A je za vse za? On bi te pustil? Mislim, se strinjam z mami, da me v Trbovlje vozi 3-krat na teden, se ne bi splačali. Ja. Pa nisi sama, ne, mimo grede, ne, imaš še sestro, mlajšo. No, potem si se vpisala v Zagorski rokometni klub in tam igrala kaj? Najprej sem začela en let mini rokometem, v bistvu sploh še ni pozicij, ampak sam tako malo igro žogo spoznavamo. No, naslednji let sem pa začela trenirati Zagorski klub. Sem bila pa eno leto desno krilo, ampak sem ves čas hotela biti vratarka, ker mi ni bilo treba laufati. To je bila moja motivacija, moja želja, da sem vratar, ker mi ni treba laufati. No, tudi jaz, pa tudi ti si se vmes malce nasmejala, ne? Ker zdaj pa laufaš, ne? Ja. Zdaj si pa izbrala tisto, kar nekoč nisi želela. Pa, no, sva se videla srečala pred kratkim na Trbovskem bazenu, žal edin deluje v Zasavju ali pa na srečo. Si mi dejala, da nekako nimaš prave koordinacije, ne? Nekih pravilnih korakov je kako pri športu, kako to? Jaz imam v bistvu, oziroma sem imela zelo slabo koordinacijo, suma, da je tudi posledica, ker je bilo malo zapleta pri porodu. In v bistvu tudi vse, kar sem dosegla tudi v rokometu, sem natrenirala vso koordinacijo gibov. In v bistvu sem se pa začela zdaj s triatlonom malo bolj resno, sem se začela ukvarjati. Sem se pa v bistvu se smešno slišala, ampak sem se pri 18 letih učila laufati. Zanimivo, ne? Ja. Torej tudi na treningu, ne, ko ste imeli te kondicijske treninge, dobro, tudi vratari greste čez kondicijske treninge, si pa bolj zadaj, kako? Ja, zmeram ti ni šel tek? Ja, tudi vsi so mi govorili, da zelo smešen laufam, da ne znam laufati. Kaj to pomeni smešen? Noge sem za sabo vlekla, nisem po prstih, res tup je delal pod mano, ampak mi noben nikoli ni pokazal pravilne tehnike. Če bi ti? Bi se mogoče naučila. Ampak to je pa verjetno v teh skupinskih treningih malce problem, ne? Vas je 20, kdo se bo s tabo ukvarjal, ne? Pa tudi glede na to, da sem bila zmeraj v zajtrku v šoli na športnih kartonih, tek na 600, sem bila med zadnjimi 2-3, res nikoli nisem izstopala, edino v negativnem smislu. Ampak ni te pa to podrlo, ne? Malte. Si se sekirala, če... Ja. Pa tudi pri drugih spretnostnih, recimo ocenjevanjih za kartonček, ne vem, plezanje, potem tisto, nek smo delali, si bila tudi tu bolj med slabšimi, ali kako? Ja, tudi plezati zelo dolgo nisem mogla v šolo športni dvoran, kaj tisti drog, kjer prej spleza do vrha, zelo dolgo nisem mogla sploh priti do vrha. Pa skok v daljavo, pa te stvari? Ni šlo? Ne. Torej si bila bolj med ta zadnjimi, ne? Bi se zdaj pošalil primerna za ogolj, ne? Ampak biti vratarka pri rokometu, jaz ne vem, moraš imeti pa, včasih smo rekli, moraš biti malo nor, ne, da si vratar. Zdaj kakšna prileti v glavo, ne, čeprav menda ne smejo ciljati v glavo, ne. Se tudi najdejo. Tudi so igralke. Se najdejo take, da jim nisi lih všeč, pa zaneleš v glavo. Čeprav pa je take, kar malo izločijo, ne. A jih ne? Ne. Včasih. Odvisno, ne? Kako uspešna si pa bila kot vratarka? V svojih očeh, recimo, ali pa mami pa oče, ste te zikar gledali? Parkrat sem bila kasneje tudi na teh reprezentančnih akcijah. Torej je prišla do reprezentance? Sicer nisem nikoli imela možnosti zaigrati za reprezentanco, edin sem pa prišla v reprezentanco za rokomet na Mivk.
sicer je zelo nerazvit šport, sploh v Sloveniji, ljudje ga ne poznajo, ampak takrat sem pač uspela priti med tiste 2 vratarke, ki so jih vzeli s sabo na Evropsko prvenstvo v Bolgarijo, sem tam imela možnost. No, zdaj pa malce razloži to odbojko oziroma rokomet na mivki. Koliko jih igra v polju? V obrambi 3 plus vratar, vsak napad gre pa vratar ven, pa dodatna igralka noter, tako da izmeram igra 4-3. Pa so goli po 2 točke, pa so malo posebna pravila. Pa je zanimivo to? Ja, meni je bilo zelo zanimivo, ker je bilo malo drugače. Pa manj boleče, če se vržeš, ne? Zdaj se vratarke, pa vratarji rokometni se mečete, ampak je bolj za nizke žoge, ja. Je en način obrambe, da se dal v špago. Ja, v špago, ja. Še vedno špago narediš? Ja. Ampak torej si spretna, ne? Ali si toliko natrenirala? Si vedela, da nisi toliko, ja? Natrenirala sem res veliko. Zakaj te pa minilo potem to? Ne vem, sej bi lahko potem še branila, ne, v rokometu. Kdaj si, do katerega leta? V bistvu lansko sezono sem še igrala v Zagorju, zdaj sem zadnjo sezono odigrala v Velenju, torej zadnjo sezono v Zagorju sem malo začela zgubljati vesele, ker v klubu so bile težave, čez ali manj nas je bilo, treningi niso bili zanimivi, ker smo prišli na trening mogoče 4 in potem ne moremo žalostno, ne? Žalostno, in to je mene kar presenetilo, kar sem mi povedala malce prej, preden smo snemala, da ni nečlanske ekipe več, ne? Da ni več mladinske ekipe. To pa je usodni udarec mogoče celo za rokomet, ne? Ki je bil v sami špici slovenskega rokometa čas pri ženskah. Zakaj se je to zgodilo? Ne, pomanjkanje denarja? Finančne težave, interesi v klubu so si šli malo navzkriž. Mogoče tudi kakšni apetiti previsoki, pa potem preveč vložiš, pa tisto lože gre mimo in padeš potem na tla. Mogoče Ker tudi, podobno se je zgodilo z nogometom, ne? Zdaj 4. liga, podobno se je zgodilo s košarko, ki vemo, kam je padla iz tiste prve elitne slovenske lige. Mali nogomet, zdaj še rokomet. Žalostno, ne? Ja. Žalostno. In potem si bila verjetno na prelomnici. Kaj storite? Kak drug klub? Je prišlo kakšno vabilo? Vabilo ne, oziroma lansko sezono za Velenje. Tako da sem zdaj to sezono, ki jo je zdaj že konec, sem jo odigrala v Velenju, ostalo pa... In kako je zdaj s tvojim statusom pri rokometu? Sem zaključila. Si zaključila? Ja. Zaradi tega drugega športa? Tudi, pa se mi zdi, da sem takrat tisto zadnjo sezono v Zagorju izgubila vesele in tudi, ko sem šla v Velenje, me je malo mami spodbudila, da ne grem, da so super punce, super ekipa, da bom mogoče dobila veselje nazaj sam. Ni bilo? Nisem. So bile punce super, ekipa, vse, ampak tebe je minevalo. Tebe je to minevalo. Malo so se mi skupinski športi tudi v Zagorju zamerali, ker lahko daš 120% ali pa še več. Res sem trenirala v klubu vse treninge. V Ljubljano me je mami vozila na golmanske treninge, delala sem eksplozivnostne treninge pri trenerju Petru Glavaču v Trbovljah. Vse, na koncu pa se eni ali pa 2 igralkam mogoče ne ljubi igrati in je konec. In vsega konec, ne? Ja. Potem pa še denar, ki je sveta blagar, ne? Pove svoje in adijo, ne? Ja. Pa si optimistka, da se bo članski pa mladinski rokomet še vrnil v Zagorje? Mogoče, ker trenutno so v vodstvu kluba, se mi zdi, da starši mlajših selekcij, torej ko bojo one napredovale, da bodo tudi z njimi, ne? Ja. Torej ni še konec, ne? Ja. Rokometašice še niste rekli zadnje besedo, ti pa v rokometu, menda, ne? No, kdaj si pa začela razmišljati, zdaj jaz se spomnim kakšno leto nazaj, da mi je tvoja mami dejala, veš, moja hčerka pa je začela teči, tudi kolesariti, postala si triatlonka. Dej razlož, kako je do tega prišlo. Torej, s triatlonom se ukvarjam že približno 2 leti, malo manj. Še za časa rokometa? Ja, tisto zadnjo mojo sezono v Zagorju sem se vmes začela še s triatlonom ukvarjati. Torej, kakšno leto predtem, mi je pa mami enkrat v hecu rekla, videla je neko reklamo nekje na Instagramu ali nekih socialnih omrežjih, za Challenge Bled,
kao triatlon, je rekla, si, laufa že, kolesar tudi znaš, sam še plavati se naučiš, to imaš pa tako v genih. Pa greš se trmasta, pa nora si pa tako dost. In to je bilo koliko pred tekmo? Koliko mesecev pred? To je bilo v bistvu 3 leta nazaj in potem 1 leto sem mi pač rekla, da... Si razmišljala? Ja, sem razmišljala nekje noter v glavu, da skrivaj. Bolj mami, kot ti, ne? Ne, sem kar jaz. Mami je pol tisto pozabila, jaz sem pa pol še kar razmišljala o tem in enkrat mi udari. Sem rekla, da bi res rada probala. To ne moš kar sama, ne? Je bil še tako tvoj prvi trener, kako? Ja, v bistvu takrat sem rekla, pač povedala mami, da bi se rada s tem ukvarjala, da bi rada probala, šla na tekmo, konec koncev nek dosežek imela v tem. Je v bistvu smo dobile kontakt od Denisa Šketaka in je bil takrat moj prvi trener, me je usmeril, spal vse, tako da me je pripeljal do moje prve tekme, lani olimpijske. Ampak še prej sta pa trenirala, ne? Pri Medijskih Toplicah plavanje, pa v Zagorskem bazenu plavanje, ne? Se šalim, ne? To bi si radi, da bi se dalo, nekoč se je dalo. Ampak na srečo v Trbovljah, ampak samo poleti, ne? Kaj pa po zimi? Začela sem jaz v bistvu oktobra, novembra se mi zdi, pred 2 leti, torej 2021. V Zasavju nimamo bazena, oziroma imamo v Hrastniku. V Hrastniku sva začela. Tam si trenirala. Ja. Je malo pretopla voda, ne? Ampak ti kar ustreza. Prva ne, zdaj pa, ko se malo več plava, malo hitreje plava, mi je pa malo pretopla. Je pretopla, ampak je pa vsaj nekaj, ne? Ostalo v Zasavju. Ja. In tam si začela plavati, ne? In zdaj, s tekom si se že malce prej spoznavala, s kolesarstvom verjetno, daj pa daj. Niti ne, nisem imela cestnega kolesa, v bistvu samo gorca. To je bilo razlika. S plavanjem, dobro, geni, kaj je najtežje, no? Kaj se ti je zdelo tako najtežje natrenirati? V bistvu oziroma res redki triatlonci pravijo, da je najtežje plavanje, meni je pa lih plavanje najbolj všeč, ker se mi zdi, da sem ga, tudi vsi ostali mi pravijo, da sem ga dosti hitro usvojila, pa mogoče so pa res geni. Mogoče resno. Jaz sem te zdaj gledal v Trbovskem bazenu, kjer se mimo grede ne da niti eno dolžino preplavati, bolj denari, ti si jih pa tisti dan, ne vem, kilometer zihar, no, če ne še kaj več. Ampak tebe je gledala tudi Darja, ne, teta. Ja. In kaj ti je povedala? Da je to, da mi gre. Da ti gre. Ja, ni imela večjih pripomb. Govorimo o prostem stilu, ne, kravl. Ja. Čeprav, kaj je rekla, opazila, ko si malo zmatrana? Ko sem zmatrana, da mi grejo tako roke, v bistvu pri plavanju moraš imeti kakor tako lopatko. Ja. Meni grejo pa v bistvu, ko naredim za veslaj, mi grejo tako, ampak nič kritično. Laže je, ne bolijo tako mišice. Ja. Ne? Zdaj, nekaj je 50 metrov preplavati, ne? Nekaj je pa kilometer, ne? Je pa na tekmi kilometer pa pol, je pa še več. Ne? Je težko? Kdaj si bolj utrujena od 40 km kolesarjenja, 10 km teka? To je zdaj zelo težko reči. V bistvu je to drugačna utrujenost, ne? Ja, pa tudi odvisni, ali imam pač trening, da se sam vozim, ali grem po hribih se vozt, ali po ravnin. Tam smo se manj videla, ne? Ja. Mislim, ti si me opazila, jaz sem pa sam pomahal, pa nisem vedel, kdo je, ne? Ti na kolesu, jaz v tekaški opremi. Zdaj, Denis ni več tvoj trener, ne? Od začetka je bil. Zdaj imaš ti? Pol me je preusmeril na mojega novega trenerja, na Primoža Kirna, ki je v bistvu tudi trener reprezentance in me zdaj trenira in me pripravlja na... Zdaj, triatlon je olimpijski šport, ne? Ja. Ampak kako so tam discipline, kakšne so razdalje, ta olimpijski del? Pač olimpijska disciplina je 1,5 kilometra plavanja, najprej plavanje, pa je 40 km kolesa, na koncu pa še 10 km teka. In zdaj plavaš v bikinkih, ne, se šalim, ne, ampak v skoraj kolesarski opremi, ne? V bistvu, skoraj, ja, v bistvu za cel triatlon je posebej dres, ki je pač In greš direkt iz plavanja, samo plavutke snameš dol, ne, se plavutk ni, ne, na plavanju. In obuješ copate, brez nogavic? Kologram brez nogavic. Brez nogavic. Zdaj vemo, ne, da imamo mi te kolesarske hlačke, ki so podložene. Tu niso? So. A so?
tudi plavalneže, kako? Ja, to je vse A je- dres, ko ga imam od začetka do konca gorga. Ravno tako podložen kot te običajne? Ja. Aha. Pa kje ovira to pri plavanju? Sicer se mi zdi, da je mal manj pene, Ampak ti že ne čutiš, tistih Ja. 40 km, ne? Ja. Mislim, sej, to je veliko, ne, če greš hitro. Potem pa kolo odložiš, ne, ki je mimo in bojem čevlje za laufat in grem laufat. verjetno je ta vrstni red bolj primeren, ne, kot Ja. če bi šla iz plavanja takoj teč, ne, Ja. ker so mišice malo takrat za tek, Ja, bi se šli mi zdi, gležnje da- pa kolena. Ja, da je kar pameten vrsten red, tudi iz kolesa ali pa teka jet plavat. Po mojem ni lih zdrav za telo, topo telo iti takoj v mrzlo vodo plavat. Pa gre tako pri teh triatlonu, ne, komaj čakaš, da odplavaš, potem pa spet komaj čakaš, da odkolesariš, pa potem spet komaj čakaš, da je konec. Ne. In kaj ti je? Verjetno je potem tek najtežje, ne, ker si že zmozgan, ne, Ja, utrujen do konca. ja. Meni je tudi osebno tek, že od nekdaj mi ni bil všeč, sicer zdaj sem se malo bolj spoprijateljila z njim, ampak ja, mi je tek izmed teh treh disciplin po mojem najtežji. Najtežji. Zdaj olimpijske igre oziroma Pariz ti je šel, ne? Naslednje? Mislim, v triatlonu iskreno Nimaš, ne? nimam večjih ciljev. To delam zaradi sebe, ker me veseli, ker mi je pač po eni strani res fascinanten videti, do česa vsega lahko ti svoj telo pripraviš. Sploh jaz, ker sem bila včasih največji antišportnik, Ja. pa da sem prišla že do take tekme. Kaj pa rečejo zdaj tisti, ki te poznajo kot antišportnika, ko te zdaj vidijo na bazenu, da se ti lahko tam hecaš pa plavaš uro in več, ne? Mi pa tam slonimo v bazenu, pa gledamo tebe in smo utrujeni od delanja, ne? Potem na kolesu, ok, vse kolesarje je veliko, tudi tekače je veliko, ampak plavanje, ne? Ampak kaj rečejo zdaj, ki te vidijo? So verjeli? Vsaka čast. A to je? Veliko, v bistvu takrat, ko sem pač najprej sem hodila, da je triatlon skrivnost, ampak vsi, ko me poznajo, moje mami vejo, da je hujko radio, se je zelo hitro razvijalo, da grem na triatlon in so bili res različni odzivi od tega, da so pač ljudje bili veseli za mene, mi res vsaka čast, vemo, da si dosti trmasta, da boš to dosegla do tistih malo manj navdušenih. Ja, seveda se taki najdejo. Ja. Ne? Zdaj, kako pa je ta sistem treningov? Ne? Ti si povedala, da to bolj nadaljavo delaš, ne, s trenerjem. Kaj to pomeni? V bistvu obstaja aplikacija je in mi trener piše treninge v to aplikacijo, jaz jih pa pač s pomočjo ure oziroma števca na kolesi. Te ure, ja. Treninge delam in meru se srčni utrip pri teku. Imam še merile srčnega utripa, ko mi tudi pri teku mer. Frekvenco oziroma število korakov na minuto, kontaktni čas s tlemi in on na podlagi vseh teh podatkov dela analize, da mi piše treninge za naprej in da vidi, kako napredujem. In ti, ali pa tvoja družina je morala to vse sama kupiti, te stvari, Ja. Tudi kolo? Ja. To verjetno ni čisto poceni, ne? Kopalke, ne? Dobro, Ja. obutev. Si dolgo iskala primerno obutev za tek? Zdaj, jaz kar nekaj let, ne, da me potem tetiva ni bolela ali pa še kaj drugega, ne, in potem, ko enkrat najdeš, se tega sebično držiš kot... Ja. V bistvu za tek prve čevlje mi je priporočil bivši trener Deniške Tako, so mi tudi zelo odgovarjali, ampak zdaj iščem nove, ker se mi zdi, da na daljše razdalje, torej 10 km in več, me začnejo žuliti in še trenutno iščem ta prave čevlje. Kako so discipline razporejene? Zdaj povedala si 3 so, olimpijske daljave, ampak so pa razdalje, so pa potem še polovičke, pa ne vem, še manj od polovičke, kako je? Ja, najkrajša je v bistvu, obstaja tudi triatlon za vsakogar, kjer so res minimalne razdalje. No, povej, kaj ti za vsakogar, 500 metrov plavanja? Ne, se mi zdi, da odvisen kje, je na to vezan, vem, da na Ptuju je 100 metrov plavanja, 10 km kolesa ali 5 km kolesa, pa kilometr teka, minimalne, torej pa je... minimalne,
Prva ta tekmovalna je super šprint. To pomeni? Iskreno povem za super šprint, ne vem. Ker se ne spogleduje z njim. Ja. Šprint je, naslednja je 750 metrov plavanja, 20 km kolesa in 5 km teka. Plavanje je veliko, no? Vse ostalo bi šlo. Naslednja je x2 je olimpik že, torej kilometer in pol plavanja, 40 kolesa, 10 teka. Potem se pa začnejo... In tu jih je tudi največ, ne? Verjetno, ne? Ker vsi se spogledujejo z olimpijskimi igrami, ker biti na olimpijskih igrah. Ne? Ja. Potem pa je najbolj elitna distanca je Ironman. Aha, to je tisto. Ja. To pa je? So pa maratonske dolžine, je pa 3 km 800 plavanja, 180 km kolesa, pa 42 km teka. Čist pravi maraton potem, Ja. je. V bistvu pa obstaja še polovička Ironmana, ki so pa polovične razdalje tega. Pa res verjamem, da obstaja še tudi tisto preko, ne? Obstajajo tudi dvojni, trojni Ironmani. Ja, so pa ta pravi norci, ne? Ja. In ti bo šla do tistih pravih norcev, ali kako? Jaz bom šla sam do norcev. Sam do norcev, Sam ne? Mislim. do Ironmana imam namen priditi. Si pa spremljaš čase, recimo, ne? Plavanja, koliko so napredovala, recimo, od svojih začetkov? Na začetku sem brez ure plavala, tako da čisto iskreno ne znam Vse po svoje Ampak že zdaj, ko spremljam med treningi, je napredek za vse 3 discipline. Pa si kaj sužen ure? Zdaj, jaz grem, vse vidiš, ne? Ponovadi sem brez ure, ne? Včasih imam mobitel, če se mi kaj naredi, da pride po mene kdo. Drugače se mi pa zdi, da si kar malo sužen, ne? Ure, da ti ura nekako določi, prejšnji teden si šel pa na 10 kot tako, Ja. zdaj moraš še pa malo hitreje, če ne, malo razočaranje. Zdaj, kako je to, ne? Ker enkrat se bo ustavilo, ne? Ja. Ti verjetno trener isto pove, ne? Da se enkrat malce ustavi, ne? Ko prideš do plafona, ne? Potem pa mogoče celo kaj pade, ampak potem spet lahko zrasteš. Ne? V bistvu probujem se čim manj z uro obremenjevati, imam jo res, da se ne vem, štopam, kakšen tempo laufam, koliko hiter, čas, razdaljo, da vem pač treninge delati, koliko je treba. Drugače pa z vsem zaupam svojim trenerju, ker vem, da ve, kaj dela in se držim tistega plana. Imaš pa utrip ti malce povišan, ne? Ja. Pri? Pri teku smo ugotovili. Samo pri teku? Ja, da imamo malo visok utrip, ampak je že zelo padel, tako da po mojem ni hujših težav. Suma pa, da je posledica rokometa, ker sem bila vratarka in res iz ene skrajnosti v drugo, torej iz same eksplozivnosti v vzdržljivost. Zdaj, ti greš zdaj srednjo šolo, si uspešno dokončala, ne? Ba jaz bila zelo vesela, ne? Ker je matura šla lepo skus, ne? Tudi kakšna sozica, ne? Ja. Pa se je mami že ustrašila, ne? Ja. Mogoče pa ni šlo, pa je šlo, ne? Ja. Kam greš zdaj naprej? Zdaj grem pa naprej na fakulteto za šport. No, to je pa spet tisto, ne? Če bi nekdo 10 let nazaj pogledal, ne, bi rekel, pa se ne bo šla ta fakulteto za šport, kako. In evo, ti greš ravno v to šolo. Zakaj? V bistvu se v tem vidim, da bi še naprej delala v športi s športniki. In tudi, ne vem, šla sem, sploh se nikjer drugje ne vidim, oziroma lahko, da se bo vse spremenilo, ampak tudi, ko sem šla na informativne dneve, mi je pač res, sem se začutila tam. Zdaj v tem športu, ne, zdaj neki, kaj je že to? To je Ironman, ko sem se začela s triatlonom ukvarjati, sem jih začela simbolno zbirati. Pa si dobila že takšnega, da ima medalje, ne? Ne, to so medalje tvoje, so posebej prišle. To so različne, vse za vsako zdaj zaenkrat, če veš, ne, od kje je bila osvojena, kje je. Ja, v bistvu te 3 so sam, ker sem bila te 2 sta Grand Fondo Portorož, torej kolesarstvo, ampak so zgolj kot Medalja. Medalja pač Za udeležbo. Za udeležbo. Ta je srebrna iz teka okrog Šmartinskega jezera. Koliko pa je to? 10 dobrih kilometrov. Tukaj sem bila prva v šolskem akvatlonu na regijskem tekmovanju, pol naprej na državnem sem bila 10. Zdaj tega lahko damo sem sedeti, ne? Potem je tu sta še 2 medalji, to zlata. Ja, ta je iz lani iz državnega prvenstva na Bledo, iz olimpijskega triatlona, kjer sem bila državna prvakinja. Aha, prav olimpijski triatlon, to je tista olimpijska. 1500, 40 pa 10. 10, ja. Ja, ta pokal pa še zraven. To je tvoj daleč največji uspeh?
Ja. Na to si ponosna? Ja. Zelo, ne? Zdaj, kategorija je bila to mladink, kako? Starejše mladinke. Starejše, to je 16-18? Ja. Konkurenca? Nekaj vmes, mislim. Mislim, Ja. zmagati moš, ne? Ja. Ja. In si čutila, da boš že po plavanju kazalo, da bo zmagala? Ne. 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 Plavali ste pa v Blejskem jezeru. Ja. Zdaj, Blejsko je malce bolj toplo kot Bohinjsko, ne? Ampak vse je bilo toplo. Je bila v bistvu do 21 stopinj je pri plavanju dovoljen neopren. Torej, da bi še neopreno plavala, voda je imela pa 21,4 stopinje, tako da so ga lih prepovedali. Aha, tako da ni bilo glih. Na koncu se Si je na tako koncu švicala, ne? pogreješ, je bila lih prav temperatura. Aha. Kaj pa potem kolesarstvo, malo je bilo ozračje mirno, se je dalo. Ja, je bilo v redu. Veter ima kar veliko vpliv, ne? Ja. Pa se ti kdaj prilepiš komu za hrbet, se smeto? Na krajših triatlonih ja, na Ironmani, na polovički Ironmana je pa prepovedan. Aha, ker to se malo se šlepaš Ja. potem, ne? Moraš kar sam, ne? Tu nimaš pomočnikov, tako kot jih imajo v kolesarstvu, ne? Ja, vidimo. ne, nimam. Pri teku pa sej, nič ne pomaga, če Ja. z enim, še padeš lahko, ne? Ja. Tako da, ja, lepo, ne? Morava pa še nekaj omeniti, ne, v povezavi s tvojo mamo. Vaša družina je šla kar čez hudo tragedijo, ne? Skoraj da, ne? Ja. Mami je bila tik pred tem, da bi se z tega sveta poslovila, ne? Mogoče je imela samo še kakšen dan, 2 dni, ne? So rekli takrat zdravniki, da res maks 2 dni. Če ne bodo prišla jetra, ne? Ja, bila je In na takrat. srečo, ne? So prišla in Ja, mami je še tu, na ne? našo srečo pa na neko Kako bešnjo pa si žalost. ti to sprejemala takrat? To je kar nekaj let nazaj, To je ne? bilo 2016. Jaz sem bila v bistvu takrat stara 12 let in če... Mimo grede, ne? Z mami smo snemali tudi oddajo, vem. ne? Tako da je povedala kar svojo zgodbo, no? Ja. Ne pa ti, ne? Ja. Ja. Jaz sem bila v bistvu takrat 12 let stara, imela sem sestrca, je bila takrat 3-4 leta in v bistvu sestrca je bila takrat večino časa pri babic. Jaz sem pa ostala nekako sama doma, ati je bil ali v službi ali je bil z mami. Pa si vedela, da se lahko kaj zgodi, ali si... Nisem se zavedala. O tem sploh nisi razmišljala. Ne, jaz sem takrat, meni je bilo takrat Saj mami mami bo, bolana, mami je bolan, mami bo prišla domov. Nisem nikoli, mogoče to pol čez leta prišla za mano, da sem se dejansko začela zavedati, da je bilo res tako hudo. Je pa dedek, ne? Po mamini strani, to je zelo težko, ne? Ja. Nekako je težko doživljal, ne? In mislim, da je tam slika njegova, ne? Ja. Je potem tudi žal malo umrl, ne? Ja. Ampak je pa še nekako srečen dočakal, da je Ja, njegova da se je hči pozdravila, zdrava, ja. ne? In zdaj kar, ne? Zelo optimistična je tvoja mami, ne? Živi življenje. Živi. Je Potuje imela pa tudi vse. podporo očetu, ne? Ker to pa... Takrat se pol vidi, kaj je družina, ne? Ja. A ti tudi to, da kdaj je energijo? Če je šla mami, čez vse tole skozi, bom pa tudi jaz šla. Iskreno, Ne veš, ne? Ja. mogoče neko meni, ampak se ne zavedam. Zdaj, kako boš ti v Ljubljani trenirala, glede si navajena te zasavske hribe in doline, zasavski bazen, kje boš pa tam trenirala, že imaš kaj plan, načrt? Plavala bom tako na fakulteti, ker je Imate tudi bazen tam? bazen, imajo bazen, ja. Super, in za ne? študente imesi še brezplačen vstop. Za tek pa kolo bom pa že najdla neke trase. Vse je dosti, ne? Kolesarskih in čeprav ti ne greš po kolesarskih, ne? Greš izven, ne? Da greš lahko malce hitreje, ne? Tako da, jaz ti želim veliko uspehov, tako v šoli, kot tudi na tvoji športni poti, pa jaz upam, da ti uspe tisto, kar si nekako tako bolj skrivoma zadala, ne? Ti bo, ne? 8. septembra se vidimo Vidimo, ja. na Zasavskem, Na- 12. Zasavskem humanitarnem teku, ne? Ki bo na Rudarju. Zdaj si že kdaj tam kakšen krog odletela? Sem že, ja. In kako ti je tiste kroge leteti? Greš redko? Grem raj, če ne drugega, vsaj v Europark, da je vsaj malo daljši. Se verjetno je tudi v bazenu tako, ne? Da je po eni strani lažje, ker je predvidljivo, po drugi strani pa včasih... se plošči že štet. Ja. Zdaj, če morju plavaš, dobro,
ima en svoj čar, ampak slana voda, ampak ne vem, kakšno jezero, pa že dovolj toplo, malce okolje lahko pogledaš, sploh lahko kaj okolje pogledaš pri plavanju. Ne, res težko, tisko, ker dan glavo ven dol. Razen ploščic ne vidiš mogoče kakšno školjko, ne? Ja. V morju. Kje pa rajši plavaš? V morju iskreno sploh še nisem. Čakam oziroma upam, da bom kdaj pretekmo. 17. septembra grem na polovičko Ironmana. Torej Na morje? Na morje, v Italijo. No, na morju nisi še tekmovala, plavala si pa že, ne? V morju. Rekreativno. Tako, rekreativno, ne? In zdaj jaz iz svojih klasnih izkušenj lahko povem, da ni nikjer bolj kamot plavati, dobro, če ni valovito, ne, v morju, ne, ker te voda tako drži. Tako, če mrtvaka znam plavati, v sladki vodi ne. Zdaj, tole bo pa nekdo dobil, ne, to nagrado, tole za pitje kavo, je pa piješ kavo? Pijem. Je bolj tako visoko? Veliko, preveč. Je to prav, preveč. Ne smeš? Lahko, ne. Kaj paziš na prehrano? V bistvu nisem nikoli imela, da bi mi trener napisal točen jedilnik, to pa to, razen pred tekmo, ampak se pa sama zaradi boljšega počutja malo pogledam, ko dam v sebe. Prehranski dodatki? Res redko. Kava, magnezij, Coca-Cola, včasih pravijo, da paše pri zelo naporih. Ja, ampak včasih. Ne, to zdaj vsak dan. Ne, vsak dan, enkrat na vsake tok. Kava pa je tako malo družabni, ne bolj. Moraš kaj paziti na telesno težo? Moraš kaj na tehnično stopiti? Ne. Zdaj mi še ni bilo naročen, tudi trener mi je rekel, da sem prave postave, da ne vidi problema. Tako da to je to. No in nekdo, ki rad kavo pije, pa kakav, ne, bo lahko pil iz tega kozarčka, ne, tako da treba bo samo deliti to oddajo, ko bo enkrat na socialnih omrežjih, ne vse zdaj, kdo spremljajo že je. Hvala ti za vse, kar si povedala, veliko športnih uspehov, ne, in mimo grede za konec imaš kakšnega vzornika v tem športu? Ne, Icita poznamo, Deželaka, zdaj ne vem, Dornika, ne? Poznam. Šketaka, ne? Ja, poznam. Zdaj še kdo? Nekaj je še, ne? Ja, od Istoka se tudi Ati njegov ukvarja s triatlonom. Ja, z njim sta veliko krat skupaj, ne? Ja, je kar faca, no. Legenda, ne? Tudi teče. Je pa res to šport. Sem že v začetku, ko sem začela, je Denis Šketako rekel, da to je šport, kjer spoznaš milijon enih ljudi in je res. Na bazeni sem spoznala že ogromno enih, od Janita Deželaka do Istoka. Na koncu sem spoznala od mojega pokojnega dedka najboljšega prijatelja. Tudi to. Vse. Zanimivo, ne? 8. pa prideš, ne? Kakšen krok odletet, pa pri Šparju v tem času, ne? Kakšen nevrček, da boš darovala za humanitarni namen, ne? Hvala ti. Hvala. Hvala pa tudi vam za pozornost in delite to oddajo na socialnih omrežjih in mogoče bo žreb naklonjen, pa boste dobili tole za pitje kave ali pa kakava. Pa srečno. Ponedeljek je dan za Reporter. Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse.